Ljudje in ljudine, poslušate 211. epizodo 7. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, od bolečine odrezani delavci, smo Mito Gegić, Servus. Igor Harp Yo. in moja malenkost Aljoša Harlamov, zaenkrat še vedno brez gosta oziroma gostje, a nič manj gostoleči. Današnja epizoda je, če ste na našem Discordu, tam to povemo, skratka posvečena drugi sezoni serije Severance oziroma Pobodovsko odrezanci, ki smo jo lahko spremljali tedensko na pritočniku Apple Plus od 17. januarja do 21. marca in je zdaj skratka tam s prvo sezono vred na ogled. In ker je torej še izredno sveža, minister za kozje rejo in pleh muziko opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike, zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj malo muzike. Skratka, kaj sem hotel prepovedati s tem, čist brez veze, ker sem na hitro, ampak skratka, če se nam pridružite na Discordu, če ne veste, kaj to je, pozanimajte se, gre za eno tako klepetalnico, nič vas ne bo bolelo, če se včlanite noter in tam se mi že z našimi v posebnem podklepetu, Niti. I guess, Niti, hvala Mito, posebni obot niti pogovarjamo o tem, kaj bomo delali naprej, pogovarjamo se z našimi poslušalci o tem, kaj gledamo, da že približno lahko veste, pogovarjamo se, če se ne gledati in tako naprej, tako da tam se nam lahko pridružite na klepetu, do zdaj mogoče tega nismo dovolj poudarili, pridite tja in tja, tam smo tudi zaenkrat, tamle lahko sprašujete, skratka rubrika Pejte k obodu, zaenkrat deluje samo še tam, jo bomo odprli v prihodnosti za naš social media, ampak zaenkrat vprašanja so dosegljiva, nas dosežejo, tako bom rekel tam, tako da pridružite se nam na Discordu, sicer pa ja, danes delamo torej spet serijo Severance, spet zato, ker smo prvo sezono že obdelali in sicer v 123. epizodi podcasta, kateri smo gostili Anžeta Tomiča. Mislim, da Mito ali tebe takrat ni bilo, ne? A se meni zdi, da je nekdo manjko, da sva mi dva z Igorjem bila sama. Vem, da enkrat sem jaz manjkal, mislim, da ko je bil Tomič, ampak mislim, da sem manjkal pri Squid Game. Aha, točno, mogoče imam pa to v glavi. Mogoče je bil moj ini, ne vem. Ja. Skratka, žanri, ki so tukaj umešani, so znanstvena fantastika, skrivnostnica, psihološka srhljivka, tudi neke vrste vohunka in celo akcijska serija, posebej tale druga sezona je tudi malo akcijsko barvana. Glavni ustvarjalec serije je Dan Erickson, ki do zdaj ni pred Severancem nikaj dosti drugega delal, ker je to njegov prvi pitch, ki ga je pitchnil Benu Stillerju. Ja, to je isti Ben Stiller, ki ga poznate, skratka tisti Ben Stiller, o katerem pomislite, ko vam nekdo reče Ben Stiller, ki je, jaz zmer pozabim, da je on tudi režiral Zoolanderja že in da je režiral in produciral in mislim, da tudi celo scenarij napisal za oba, tudi za Tropic Thunder recimo. Tako da, to malo pozabim. Zadnjih 20 let pizda. Ja, in potem, ko človek gleda Tropic Thunder, ne Severance, ko človek gleda Severance, si pač rekel, ta Ben Stiller zna režirati. Kar ok, zna režirati. Skratka, tudi tega ne pozabi, on je huge Star Trek fan. Absolutno. To se pozna se, res se pozna. Pozna se. Res je, pozna se. Drugač pa prva sezona Severancea je sicer prejela 14 nominacij na Emmyjih, a je dobila samo 2 in še to za Špico in za Musko. Ja, se mi zdi res. To so samo avti dobili, veš. Ja. Meni se tudi zdi, da je to še kar sramota. Skratka, to je to. Kaj se je dogajalo v drugi sezoni, bo pa nam povzel Igor. Kaj se je zgodilo v drugi sezoni, Igor? Jaz nisem gledal, povej mi. Torej, druga sezona sledi tako imenovanemu uporu MDR, ki je bil pač finale prve. In
to je tako, ko so oni hacknili, da so lahko njihovi ini videli, kaj počnejo njihovi avti. Na kar pač Lumon jim razloži, da so sprejeli odgovornost za to in jim ponudi kup bizarnih nekih perksov, da bi ustrajali naprej, vključno s tem, da imajo nek team building v naravi, recimo, pa neki dodaten žur, miren plac, Dylan dobi možnost, da ga žena obišče. Ampak zdaj ključna zadeva je, da je Heliar v bistvu Helena Egan, torej šefova hčerka, ki se pretvarja v drugi sezoni, da je Ini, kar pa povzroči celo štalo, ko Irving ugotovi to. Posebna epizoda nas potem popelje v zgodovino Markovega in Geminega razmerja, kar je Aljoša sprejel z enim ljubosumnim godrnanjem, ker pač vsi vemo zakaj. Veste, če ste poslušali prejšnjo epizodo. Mark Scout medtem, torej avti, pa se trudi odpraviti razcepitev in rešiti Gemo, pri čemer mu pomaga tudi Kobel, in tudi za katero zvemo, da je izumila cepitev. Pa je finale, Cold Harbor, ki pa je ena sama akcija, ini avti dialogi in se zaključi z eno brutalno odločitvijo. In je vsekakor, mislim, glede na vse, kaj gradi, je ta payoff eden boljših, mislim, da, kar smo jih videli v zadnjem času. Prav Battle of the Bastards level. Ok, dobro. Mislim. Skratka, druga sezona Severance je torej za nami, končala se je prejšnji teden. Kako sta jo vidva doživljala, Mito? Celovito sem jo doživljal. Zelo lepo od tebe. Skratka, ti si jo pogledal bolj ali manj v šusu, ker si počakal do konca, če sem prav razumel. Ja, jaz nisem pač utegnil sproti spremljati, ker sem imel pač druge zadeve. Tako da jaz sem ta vikend tole bolj ali manj namah, ali kako rečemo že to, binge-nil, nadušek. Tako da celovito na kvadrat. Kaj še ne rečem, da ne bom preveč že takoj zabredel noter. Meni se je zdela v bistvu precej ok nadgraditev prve sezone. Ima mene par minusov, ki pa so v bistvu bolj nitpiki, tako da ko bom govoril o minusih, so v bistvu take manjše nadrobnosti, da se jasno razumemo. No? V celoti bi pa rekel, da je letvica više postavljena, tudi koncepti, sci-fi koncepti so mi bistveno bolj razdelani pa zanimivi kot pa v prvi sezoni. Pa moram reči, vesel sem, ker sem imel neko napoved, kaj dejansko počno ti ljudje v makro-management researchu, ali kako se že reče, MDR-ju. Data refinementu, da sem se zmotil, ker mi je ta koncept, ki je bil tle v drugi sezoni, spostavljen bistveno bolj zanimiv, kot pa tisto, kar sem jaz imel na papirju. Super. Igor, kako je bilo tebe? Ti si pa gledal sproti, ne? Jaz sem gledal sproti, zelo me je navdušilo in mislim tak je, da prvih par epizod dobiš občutek, da zelo zavlačujejo na nek način, ne? In občasno res si vzamejo te neke izlete, kot recimo tisti team building, kot recimo potem, ko imaš o Kobelci epizodo, pa njuno razmerje za nazaj. Je to vse skupaj eden krasen world building, samo tebe kot gledalca pa res zanima, kaj oni delajo, kaj je Cold Harbor, kaj v bistvu je point, in tukaj pa v končni fazi nismo dobili čisto odgovor, oziroma kar se mene tiče, ti odgovori še vedno niso čisto zadovoljivi. No? Ampak bomo o tem več kasneje. Jaz tudi, ker sem sproti gledal, moram priznati, da ne bom rekel, da me je pustil prvi del hladnega, ampak zdelo se mi je malo na začetku, da sem malo prevaran, ker se kao vse vrne nazaj in dejansko nič ne razrešimo. In še ko na začetku misliš, ok, zdaj ima pa Mark nov tim, vsaj tu se je nekaj spremenilo, to zdrži niti celo epizodo, ne? Takoj vrnemo nazaj in pridemo v prejšnje okvire, tudi tale izgled v naravo, ki potem sledi, je tako malo nenavaden, ampak
kolikor mi je to mogoče šlo na živce, da so seveda zavlačevali z nekimi razrešitvami še z prejšnje sezone v resnici, moram pa reči, da absolutno je pa delovalo. Delovalo je v smislu, da nam je dalo neko psihološko plastiko teh likov, da so nas začeli zanimati. Recimo mene, jaz moram reči, da me preko Bell ni bila tako zanimiva kot v tej sezoni. Tista cela epizoda sem strašno užival v njej. Mogoče seveda tudi zaradi tega, ker vidimo malo zunanjega sveta, malo več, pa neka razmerja, pa neke te Lumonove, kako bi rekel, okostnjake z omare. Hkrati enako je potem se izkazal tisti izlet. Pač, kakor je bil meni izlet, se mi je zdel zavlačevanje, je bil pa zanimiv z tega vidika, ker izvemo še več o kultu Kira, tako o kultu Kira, o neki vzpostavitvi tega mitologije, ki jo pravzaprav oni imajo in tam se vidi, da v resnici neke posledice prejšnjega upora so, namreč v tem, kako se vsaj Mark pa večina njih odziva na te neumnosti v resnici, neumnosti kulta. Tu se je prvič pokazalo in tam sem potem začel divje padal v teorije, na internetu sem prebiral in tudi ugotovil, da potem, da se z eno, ampak o tem bomo pol pozneje, da smo eno stvar nekako z internetnim občestvom res uganili. Čeprav jaz se morda ne strinjam s tem, o čemer bomo spet na koncu, kaj je namen te stvari. Skratka, MDR tole, hočem reči, izpopolnjevanje makropodatkov, to sem jaz moram to reči, da predvsem druga sezona me je presenetila in tako, kot mi to rekel, dvignila je letvico po igralskih performansih, ali kako človek reče, čeprav seveda niso bili slabi že v prvi sezoni, ampak vse od tega, mislim, sploh ne ve človek, ne ve, kje začeti. Od Irvinga in njegove zgodbe, do, tako kot sem rekel, Kobel, do recimo tega, meni je bil v finalu res ta všeč izmenjava pač med notrančkom in zunančkom od Marka, to se mi je zdelo pač res dobro narejeno in ta konflikt, ki pač pride v ospredje vedno bolj, namreč med tem, da mogoče zunančki nimajo nobenega, mislim, notrančki seveda nimajo nobenega motiva, da bi verjeli zunančkom, oziroma da so tako odrezani od njih, da v resnici imajo neka svoja razdeljena življenja. To, kar je mogoče meni malo manjkalo v substanci. Mal več tega. Tu se mi zdi, to je substanca, to je na nek način substanca, na ta način, ampak tukaj seveda pokaže psihološke posledice tega, da ti nisi ista zavest kot unta drug. In to se mi je zdelo. Druga sezona je bila meni predvsem zanimiva, bolj z tega psihološkega vidika. Tukaj si rekel to, kar je meni manjkalo, sem bil ziher, da boš rekel v prejšnji službi. Mogoče pa res, ja. Igor, kako se je tebi zdelo to, da je bilo psihološko zastavljena ta druga sezona večinoma, no? V redu mi je bilo, mislim, so zelo zanimivi liki, zelo v redu so jih speljali, zelo v redu vidiš njihove motive pa želje zadaj, tudi to z temi stranskimi liki, kako dobro so speljali. Tam sem dal en lik, ki bo potem spodaj o temu pogledu na rasizem, torej preko tega lika Milčika, ki v prvi sezoni je pač bil temnopolt in se noben ni s tem ubadal, zdaj v drugi sezoni pa recimo ob napredovanju on dobi, kako že rečejo, ponovno kanonizirane slike, ki so pač te neke slike Kira in karkoli, kjer pa so vsi liki gor temnopolti, zato da bi se on počutil bolj domače in prek njegove, vidiš kako zmedom to povzroči bolečino, stres, in se tudi potem proba pogovarjati z edino drugo temnopolto osebo v seriji, ampak ne pride nikamor, ne? In se mi je zdelo, da zelo v redu ga to okarakterizira in zelo v redu tudi prikaže ta svet. Ne? In cela sezona je imela en kup takih zadev, no? To se mi je ful dopadlo. No? To mi je všeč, me pa zanima en kup teh sci-fi elementov, ki so nekako srednji, kjer pa se ne premaknemo dovolj, oziroma jaz imam tudi, pač nisem preživel čase na internetu, tako kot Aljoš, ampak imam tudi same kup idej.
Ja, mislim, tisto, kar je meni, jaz sem prebral tisti članek, ki si ga posredoval in ga bomo delili v linku. Ja, meni se tudi zdelo tako zelo zanimivo, kako pač gradijo tukaj like, tudi mogoče ne najpomembnejše, ne enako je tale, se mi zdi, da zelo izpade dober, ko Kobel gre v ta svoj kraj in ta njena teta in ta njen, ne vem, ljubimc, pač ta neka romantično zanimanje. Kako, če temu lahko tako rečemo. Rečemo temu, ja, zdela se mi ta interakcija, pač, da so vseeno tukaj se vidi, koliko res dobro naredijo. Je pa, sem pa mogoče tudi malo sem šel skozi vse te like, ki so iz prve sezone malo zmanjkali. Me pa zanima, če je vama kaj manjkalo, ker internet je tudi zelo, pač jaz sem res padel vse te teorije. Internet pa zelo prepričljivo gradi neko idejo, da je najpomembnejši lik v drugi sezoni zmanjkal in to je mož od Markove sestre, za katerega nekateri sumijo, da je dosti bolj povezan z Lumonom, kot se zdi, iz nekih različnih indicov. Ne samo zaradi njegove knjige, ki je tukaj zdaj v drugi sezoni hočejo prirediti za notrančke, ampak malo sem že pozabil, kaj vse so te teorije, ampak skratka naj bi bili neki iz tistega flashbacka, kjer Mark se pogovarja z njim, se pokaže pač skratka, da je nek alpinist ali kakorkoli že. In tam naj bi bila neka povezava in s kozami in z ne vem čem vse in skratka on naj bi bil povezan z Lumonom. Vse to je zdaj samo ena taka umestna, kako se že temu reče, velikonočni pirhec, ampak rečemo temu. Ampak ja. Kaj sta vidva? Mito, ti si mogoče vseeno pač povej, kaj te je tisto, kar te je mogoče zmotilo tle v drugi sezoni? V bistvu bom kar zgradil na tem, kar ste zdaj rekla okrog plastike psihologije teh likov, ki je bila postavljena više in nadgrajena. Bom pa rekel, da v bistvu v smislu zapleta pa zgodbe ti liki preživijo bistveno manj časa kot v prvi sezoni in tale neka komunalnost likov je v drugi sezoni umanjkala in sem malo pogrešal tole. Imaš sicer na koncu 3 like, ker pač Irvin je se poslovil od firme, ki nekako skupaj potegnajo, tudi nekako, kako bom temu rekel, zaključek Dylanovega loka je, da se je postavil Milčiku končno po robu, da je zavrgel svoje te drobtinice, ki mu jih je firma ponujala. Ampak to, da bi pa ful skupaj operirali, pa ni več tega. Veš, tale upor, ki je bil nastavljen ali pa izpeljan na koncu prve sezone, tukaj izvodeni, ker pač ga firma utiša z nekimi lažnimi obljubami. Jaz mislim, da je tako ves tisti Zeitenkalb pa opolnomočenje injev, s katerimi se Lumon oponaša, tega po moje ni bilo, ta po moje vse fake. In pač nekako ostane na tej ravni, ni pa več tega skupnega časa preživetega, ni več te neke skupne ideje, razen da pač rešimo Mark S-ovo pogrešano ženo. In pri temu nekako ostane. Mislim, da tukaj v tem smislu je ta moment ali pa ta zaplet ali pa ta potencial malo zapravljen. Tako da to je malo nitpick, ker v bistvu zgodba se ne ukvarja s temu pretirano, zato ne bom rekel, da mi je full minus, bom rekel samo pa, da pogrešam. Torej, pogrešaš malo sindikalnega organiziranja. Ja, vsekakor. Zdaj, v bistvu, če bi jaz razpredal to epizodo, bi se 2 uri pogovarjali o marksizmu pa o tujitvenem efektu, ampak lahko kdaj drugič to bom samo za drobtinico noter vrgel, da ne preveč tukaj pesti vzdigoval. Ampak kaj ste pa vidva mislila o temu, ste to tudi zaznala, pogrešala? Ja, vsekakor. Mislim, zgodba gre, tako je že Aljoša rekel, dosti bolj v ene psihološke vode, v njihove motive, kaj je povzročilo in kaj jih pelje naprej. Ne? In hkrati pokaže tudi, kar pa je zanimivo, da ko dobijo neke perks, ki jim nekaj pomenijo, torej Mark S. to, da bo rešil svojo ženo, Dylan to, da svojo ženo tam srečuje, jim skupno dobro ni več toliko pomembno. Poleg tega, da se itak ne zavedajo, kaj pravzaprav bi bilo skupno dobro čisto tukaj, ker oni še vedno ne vejo, kaj delajo. Na eni točki Mark čist reče, torej gremo opravljati svoje delo, strmeti v tiste številke, dokler neče se ne začutimo. In pač v bistvu ne vejo,
kaj bi radi dosegli v bistvu. Ne? In kar se mi je zdelo zanimivo, da imaš tako kaj že Occupy Wall Street moment. Okay. Ja, jaz mislim, da v tem, kako pač Lumen deluje, seveda jih skuša razbiti in to, kako so pripeljali ženo, Dylanu, ne, je pač bil nek način, kako ga oddaliti od vseh ostalih. Ampak se strinjam, malo je mogoče tega manjkalo, še posebej, ker se mi zdi, da nikoli se niso res pogovorili o tem, kaj so. Mislim, imajo en pogovor imajo o tem, kaj se je zgodilo zunaj, kjer pač se hitro izkaže, da Irving ne verjame Haley, ker je pač njena zgodba res obupno slabo premišljena, ne? Da je tam nek vrtnar sred noči, ne vem kaj je. Tisti je skratka zelo hitro pogrunto. Je pa tukaj eno pač vprašanje, ki se seveda loteva bistva Severansa, namreč to, ali so drugi sploh pomembni. Kajti tukaj se zdaj ves internet sprašuje, ne? Ker zdaj, če smo na koncu, karkoli smo pač zvedli, če verjamemo temu, kaj skratka ta oddelek dela, je pomemben samo Mark in njegovi fajli. Kaj drugi delajo, ne vemo. Definitivno pa po tej logiki ne bi mogli oni delati džeme, ne? Skratka, džema ne more biti njihov cilj, ampak mora biti nekaj drugega. In tukaj se zdaj eni sprašujemo, ali so drugi sploh pomembni, ali so drugi trije samo zraven zato, da Mark da ima nek občutek kolektiva ali česarkoli že, oziroma da se delajo, kot da delajo, tako kot v vsaki firmi, kjer 4 ljudje delajo, 3 se delajo, da delajo, en pa v resnici dela. Okay. Ja, jaz bi se strinjal s tem, ampak hkrati pa tudi malo ne, ker oni delajo na različnih projektih, to je bilo vidno v prvi sezoni, da v bistvu mape, v katere mečejo tele svoje občutke pri določenih grozdih cifer, ne, so zelo drugače poimenovane kot Markove, ne. Tako da moja teorija bi bila tukaj, da v bistvu mogoče sami lastni ini izpopolnjujejo ali pa mogoče kakšno drugo verzijo. Ne? Bi pa vsekako rekel, da se strinjam pa s tem, da je celoten kolektiv tlele nastavljen za to, da se Mark boljše počuti. Ne? Tudi ko v prvem delu ta neki alternativna delovna skupina propade, ker Marku ne ustreza, ker želi svojo prejšnjo delovno skupino nazaj, se tudi sami korigirajo. Ne? Pa mislim, da v enem kasnejšem delu je potem rečeno s Milčikovo obraz, da pač to, kar si želel uvesti za to, da bo Marku bolj udobno, da bo naprej nadaljeval projekt, ni bilo uspešno za to delovno skupino. Ne? Tako da serija nam da predvsem na površju vedeti, kao, da je v bistvu Mark centralno, ne, tukaj zastavljen, da vse ta delovna skupina je tukaj zanj. Medtem ko pa pač sam sci-fi projekt, ki pa potem se razkrije na koncu zato, da se gre, torej Cold Harbor nam je namenjen za to, da se izčisti kakršnakoli sled Autija, v tem primeru specifično geme, in da je to uporabno potem za, jaz bom temu rekel marksistično, ultimativni odtujeni delavec, ki ne bo ničesar več prenašal na delovno mesto, razen lastne produktivnosti. Ne? Tako da mislim, da vsi ostali deloma delajo tudi na tej lastni odtujeni produktivnosti. V Haley R primeru bom pa šel še dlje, pa bi rekel, da ima tu pa kjer mogoče lastne rečemo temu teološke ali pa bogatunske prijeme, ne, kjer tale Gemma sam izrazi pomislek, da v bistvu njegova hčerka ni dostojen naslednik, temveč Haley R je ta pravi Kirovc. Tako da mogoče ona čisti ta pravega naslednika, ne tisti, a veš, kaj mislim, Ini je ta pravi naslednik, ne Autija. Tako da moja predvidevanja, naprimer za 3. sezono, če bi tu hitro skočil naprej, je, da se pač bo Inijom podeljevalo bistveno več kao pozornosti, pa da bo tale sci-fi mogoče potem začel preklapljati Inije v Autije ali kakorkoli. Ok. Ja, pač zanimivo je tudi seveda to, da so v tej pisarni 4, ne, ker oni seveda spravljajo, to je zdaj pač ta teorija, ki smo jo mnogi pogruntali, jaz sem potem, ko sem pač gledal neke povzetke, sem pač videl en povzetku, kjer so pač razložili oziroma pokazali seveda, da te 4 pakete, kamor ti razvršiš te podatke, so seveda te 4 glavne karakteristike človeka, kako bi človek temu rekel, vrline ali pa poteze človeka, ki so
wow, se pravi gorje, frolik, veselje, dread, groza in melis, zloba. In ravno oni 4 so nekako med sabo, ne? Recimo Heli bi lahko bila melis, zloba, ker je pač Kirova, medtem ko bi lahko bil Mark gorje, ker seveda beži pred ženo. Medtem ko bi potem bi moral biti seveda Irv bi moral biti groza, ker nekaj raziskuje proti Severansu in so ga verjetno zato. Medtem ko nekaj, kar bi moglo biti, kar pa nismo čist dober z Dylanom, pa naj bi bilo frolik, veselje, skratka njega so podrezali od veselja. Ker skratka neka ideja, zdaj če smo prišli pač do tega Severansa, pač Lumona je tega, da skratka oni preizkušajo življenje ločiti od bolečine na nek način, so rekli. Ne? To vidimo tudi v tistih rojstvenih kočah, kamor pač ženske grejo roditi, zato da pač rodi njihova notranka, zato da pač potem ne rabi zunanka čutiti več poroda in se ga ne spomni in ni ničesar. Tudi pri kozah, v bistvu, ko se na koncu želi žrtvovati eno kozico ali kakorkoli reče, da je to žrtev v večnem boju proti bolečini. Tako proti bolečini, ja. Ampak jaz mislim, da seveda je bilo, in tudi pač kar vidimo na tem testnem nadstropju, ko vidimo Džemo, vidimo, kako hodi v različne te skratka sobe in v različnih doživlja neke od letala, ki očitno pač strmoglavlja, do tega, da jo mož tam zlorablja in zobozdravnik. Ja, do zobozdravnika je vse to skušamo skratka nekako preživeti, ampak ja, jaz tudi nisem povsem prepričan še vedno, pač zdaj pač ta ideja nekaj je, zdaj pa pač vsi tisti, ki nočete poslušati pač teorije zarote, dajte pač si pokriti ušesa, pač zdaj bomo tudi šli malo te teorije. Skratka, Džemo so skratka praznili, celo večkrat so jo razločili. Ona ima zdaj kot nekih 25 person. In ta Cold Harbor ne bi bila zadnja in zadnji preizkus je seveda ta, da ji dajo Šraufenciger in da od Šraufa stajco, skratka postelco za dojenčka. To, kar smo videli v flashbacku, da skratka ona dva sta želela dojenčka, pa je ona doživela nek spontani splav, pa ni šlo skozi. Skratka, oni tukaj zdaj vidijo, ali bo ona čutila karkoli ob tem, ko bo razmontirala tole postelco. Če je torej karkoli od originalne Džeme ostalo in se prebilo skozi neko to bariero, kot oni temu rečejo. To mislim, da smo zdaj vsi nekako pogruntali. Zdaj pa je samo vprašanje, tako kot si ti Mito rekel, a je to končni cilj tega, da oni naredijo popolnega delavca, ki res nima nobenega, niti preostanka ničesar z zunanim, ali pa tako kot nekateri verjamejo, da bo se skratka Kiri da bojo njihove zavesti preselili v Džemo. Aha, prav v Džemo. Ja, zdaj to nekateri mislijo, da je ona pač zdaj prazen človek, prazna zavest, kamor bi lahko prišli ta nek revolting day, ali kakorkoli se oni to imenujejo, ne? Mislim, da to enkrat omenijo vmes. Naj bi bila neka fora, da naj bi se vsi predniki Kirov, ki so nekje zmrznjeni, kakorkoli že njihove zavesti, naselile v Džemo. Torej John Malkovich, being John Malkovich style. Nekaj v tem smislu. Čeprav jaz mislim, da v bistvu je Mito ima bolj prav, jaz mislim, da je Džema samo poskusni zajček in da je pravi cilj tega Heli. Meni bi bilo najbolj logično, da seveda foter želi naseliti zavest svojih čerke, ker bo lahko preko nje pač vladal naprej. Jaz mislim, da ne vem zdaj, če bi vsi Kiri, vsa preteklost, ampak jaz mislim, da bolj ali manj foter hoče v hči, to se sliši zelo čudno. Vsekakor. Ja, skratka, to so zdaj te neke teorije. Kaj mislite o tem? A je to neka, a sta vidva bolj razmišljala res v tem, da delajo samo popolnega delavca? Mislim, jaz imam še več drugih idej. Mislim, svet zunanje, ki ga vidimo, ni prav zares dodelan, ne? Tudi notranji svet ima en kup nekonsistentno, mislim, kaj je s tem marching bandom, ali so torej ini, ki cel cajt samo vadijo inštrumente in se učijo in delajo te formacije, to je tak, ne vem, 100 ljudi ali koliko, in samo to delajo in so narejeni za to, da, glej, ful je stvari, ki nima, ampak pač
čist smisla, ampak kar se pa glede zunanjosti tiče, pa imam pač dve stvari, da pač to je še en level, torej to, kar menimo, da so avti, so zgolj še en level injev in živimo v neki cyberpunk prihodnosti, mislim, oni živijo v neki cyberpunk prihodnosti. Druga teorija pa je, da je to svet, ki ga vidimo, ker kot se vidi, je vse zelo zasneženo in redko poseljeno, da je to pač ta Grenlandija, ki jo bo ZDA zauzele in da vidimo, kako bo tam potem izgledalo na tej Grenlandiji pod ZDA, da pač... Ja, super, Igor. To je neke vrste, tudi jaz se nekam nagibam k tej, nisem še čisto razdelil tega, ampak predvsem je še vedno sumljivo to, da nikoli ne pokaže, kako Mark, njegov zunanček, vstopi v stavbo, kaj mora tam narediti, in jaz mislim, da ni tako zelo preprosto, da se ti pripelješ z dvigalom in da tam naredi dink in tako, ampak da še neka vmesna stopnja, ki je pač vidimo samo, da on tam, mislim, da parkrat odloži nekaj v garderobo, nikoli ne vidimo vhoda v stavbo, nikoli ne vidimo ničesar in ta prehod med tema dvema zunanjosti in notranjostjo je meni še vedno zelo sumljiv. S tem, da smo videli team building, recimo, team building pa definitivno se ni dogajal v realnosti, jaz mislim, da niso bili zunaj. Ta team building, kjer je neka televizija sredi ničesar priklopljena na nič, pa vseeno predvaja nek program, tisto pa pokažejo se seveda njihovi dvojniki v tam. Tam sem jaz, tisto mi je izgledalo kot Star Trekovski holodeck. Sure, ja. Ja, njihovi dvojčki tam izgledajo res nekako čudno popačeni, ampak mogoče pa, ne vem, mogoče pa to nek tehnološki čiračara, ki v bistvu tu niti ni toliko pomembno za zgodbo. Meni sam se mi zdi, da v bistvu kao niti ta lokacija ne bi bilo za lase preveličeno, da so bili zunaj. Ne? Irving, mislim, da upravičeno meni, da je skoraj umrl na mrazu, ko je preživel noč zunaj. Popravite bom, jaz mislim, da v tretji epizodi Mark, ko se želi trenirati z neko pasliko, ki bi projiciralo na mrežnico vprašanje, pokaži sekvenco, ko on stopi do receptorke v stavbo noter in potem imaš sekvenco, ki pokaže ves tale vstop v stavbo, ker je prav namenoma tam zato, da se vidi, kako dolgo vse skupaj traja. Mislim, da vse skupaj 2 minuti, slabi 2 minuti. No. Ja, ne vem. Jaz mislim, da jaz bi mogoče tu raje teoretiziral, da v bistvu Kir zraven mogoče neke obsesije z lastno vero, pa teologijo, pa nesmrtnostjo, tudi ostalim želi ponuditi nek določen izdelek z ločitvijo travme ali pa bolečine in da to ni zgolj ločeno na njihove delavce, ampak na recimo druge bogataše. Meni je v bistvu bilo zelo pomenljivo če se ne motim, 9. ali pa 10. delu druge sezone, ko imaš povzetek, kaj se je dogajalo do zdaj, da kar naenkrat so povzeli prvi del prve sezone, kjer vidiš neko mati z otrokom in da noben ne ve, kdaj pa ona sploh rodila, ali pa ona sploh ve, da je rodila. Jaz mislim, da kjer zraven nekih lastnih teženj pa želj, ki jih ima z ini ali pa nesmrtnostjo, zmore ali pa bi znal ponuditi tudi nek produkt na tržišče, rečemo temu, kako se losati neke bolečine. To bi bilo čisto zdolž, ne, pustimo zdaj Trumpovo brezvezno Grenlandijo ali kakorkoli, ampak kao rečemo big pharma logike, kjer te bomo rešili bolečin, samo da pač tu ne ponujajo tablet, ampak neki, ne vem, metek v glavo, rečemo temu. Ustavek. Ja, definitivno je tiste pač birthing cabins so definitivno za to. Čeprav tam smo izvedli še eno stvar, za katero je pač internet tu čist ponorel, ker tam zvemo seveda, da Jem Egan skratka ima več otrok in da mogoče te ženske niti ne vejo, kaj se s temi otroki zgodilo, ker jih seveda pripeljejo v birthing cabin, kjer rodijo in da skratka tam je cela kup otrok in zdaj se seveda pojavlja vprašanje, a je Jema eden izmed otrok od Eganov, kajti gotovo je, da je Jema zelo pomembna za Severance. In tam v tem flashbacku, ki smo ga videli, kjer ona dva gresta skratka na tole ginekološko ambulanto, karkoli pač je, skratka to fertility clinic, kako mi temu rečemo. Skratka, ko pridete tja, to je seveda klinika v rokah Lumona, ker ima vse njihove logote in vse.
In tam skratka oni nekaj skužijo o Džemi, zaradi česar hočejo Džemo. In zato inscenirajo njeno smrt, ker s tem seveda Marka prisilijo. Marku seveda polako ponudijo The Red Pill, ravno s tem, ker pač, nehal boš trpeti, pač, oziroma tvoj ini bo nehal trpeti. Meni je še vedno ta njihova ponudba zelo neintuitivna, ker pač nekdo ti reče, ti boš ves čas zunaj, se pravi, ti boš ves čas trpel, ne ravno obratno. Tebe ne briga, da bo nekdo drug ne bo trpel. Skratka, se ni važno. Ampak ponuditi možnost, da imaš službo, ker on pol tukaj tudi pove, da je začel pijan hoditi v službo in da mu je bilo vseeno. Tukaj pa pač samo tja prideš, pa se nekaj že oni počnejo s tabo. Oni Mark se kaj počnejo stav. Skratka, ja, ampak tukaj definitivno jaz mislim, da je bila Džema izbrana, da je Mark izbran in da je tukaj zadaj neka... Ne verjamem, da je to tako zelo naključno. No? In tudi, kot smo videli pri Irvingu, za katerega jaz mislim, da se bo še absolutno vrnil v tretji sezoni, tudi to ljudje zelo ugibajo, glede na to, da je on zbiral neke podatke o Lumonu, da ima tam cele neke fajle o Lumonu z nekimi, ne vem kaj so tisti neki spiski, neki ne vem kaj. Skratka, da tudi njega niso izbrali naključno. In ves čas se mi poraja to vprašanje, kaj je s tem oddelkom, zakaj so izbrali točno te ljudi. In seveda vse te vse druge številne teorije. Ja, vprašanje? Verjetno ste opazili seveda tudi ogromno teh namigov na to, da je Heli noseča. To se je zdaj pač precej z temi jajci, z vsemi temi simboli plodnosti, ki so tam. Skratka, nekateri domnevajo, da sta Mark in Heli zdaj ali v prvem, ko sta prvič spala skupaj, kjer je ona seveda Helena, se pravi njen avti, ali v drugem seksu, kjer seksata v pisarni. Skratka, da je zdaj Heli noseča. In nekateri seveda tudi domnevajo, da je tudi to bil eden izmed ciljev tega, samo pač niso, da tega niso razkrili. Ja, Mito? Ne, to so meni... Mislim, vse to je lahko res, ampak se mi zdi tako majhen del te zgodbe, da v bistvu, če bi delali na tem, padeš hitro v žajfanco. Mislim, da Severance se dobro izogiba temu. Zdaj v smislu strukturiranja zgodbe pa zapleta, da se te žajfance potiskajo na stran. Naprimer, tudi ena teorija je, da je Corbellova dejanska mati od Marka S-a, naprimer, ne, pol imaš tudi, tako da v bistvu se potem to malo krega tudi s teorijo, da bi ne bila Džema potem neki naslednik ali pa kao potomka, kakorkoli. Mislim, to se malo, ja, vse to je ok predebatirati, pač internet je prostor za takšne stvari, rečemo temu tako, ne? Sej, pač odvisno, če bi Disney to delal, pol bi bili vsi Skywalkerji. Sure, ja. Ampak mislim, da konec koncev ne rabimo iti tako daleč vzdolž te žajfence linije, ker nekaj, kar pa Severance zelo dobro dela, je pa, da sublimira sodobno korporativni živež ali pa logiko ali pa politiko kapitala v nekaj zelo prijemljivega, pa niti ne toliko abstraktnega, pa po drugi strani pa ne toliko ilustrativnega, kot je The Office ali pa Parks and Rec ali pa kakorkoli bomo temu rekli, ne. V bistvu gre za eno zelo resno zadevo, ki ima tudi kaj pametnega zapovedati. Ne? Zdaj pa zdrz v žajfancu tukaj bi bil zgolj, meni bi dali to letvico, ki smo jo zaznali, da je bila dvignjena z bilo za 1-2 stopnički. No dobro, jaz sicer tudi mislim, da tale stole, da je Corbell Markova mama, bi bilo res malo, po moje, too much. No? Mislim, lahko, naprimer, meni, da se naveže malo na to logiko world buildinga od zunije, kar se mi zdi, bom probal povezati nekaj, kar se mi zdi, da v bistvu Lumon počne ali želi početi. Ne? Lumon je multikorporacija, globalna korporacija. Če si pozoren na dizajn, kako se ponaša s tem hladnim logotom Lumona v tisti globusu noter, kao postavljeno, je v bistvu kao nek IBM, rečemo temu tako. No? In to je neka storitvena firma, ki je izkoristila vse vire že naokrog. Zato se on 9. 8. del z Selvigovo oziroma Corbellovo, kjer gre do neke stare etrove fabrike, kjer je Lumon že izkoristil vse naravne resurse pa delavce, odselil in pustil za sabo opustošenje, se zdaj koncentrira
na nek nov produkt, na neko novo polje izkoriščenja kapitala. Ne? Zdaj, marksistično branje kapitala je, da v bistvu je centralizirana logika, ki potem na periferiji v bistvu izkorišča in črpa vire, ko pa enkrat tega zmanjka, ko je planet zamejen, zaradi zamejenosti planeta vse že počrpano, se potem še koncentrira samo še na branding, pa na delovno silo in na produktivnost. In se mi zdi, da v bistvu, ko serija želi povedati končen cilj, ultimativni izkoriščevalski cilj kapitala smo potem mi sami že. Tale je naša lastna produktivnost. In kako do produktivnost pripala do amena je v bistvu z upeljavo te ločenosti, recimo Inija pa Autija, pa upeljavo nekega, rečemo temu, vere dela, kot ga lahko vidiš v Ameriki ali po storitvenem sektorju, da v bistvu vse, kar moraš delati, je deli do amena, deli 12 ur, pa boš bogat, pa boš imel bajto, pa boš ne vem kaj levo desno, s tem, da tukaj je to pripeljano do nekih tih ultimativnih absurdov. Ne? Vsi ti perksi, ki so noter dodani, vsi ti neke želje Inijo, ki se upoštevajo, so vse zato, da se firma dviga v produktivnosti. Ne? Če sta opazili, niti enkrat ni omenjena plača. Ne? Pač po Marko Autijo je ponujeno, da je 20% ti mu dvignili od pač česarkoli. Ne? On tudi ne živi v neki hudi razbohoteni bajti. Ne? On je v bistvu zelo skromen v nekem tem industrijskem ali pa delavskem naselju postavljen. Ne? In se mi zdi, da v bistvu že to je meni zelo dovolj, če samo razmišljaš o temu, kaj Lumen želi doseči, da world building ravno dovolj, da ti podpira tole njihovo težnjo. Ne? Ta zdrs po temu žajfencu je pač za internet, bi jaz bolj tako rekel. Ja, Igor, ja. Jaz bi tukaj še dve zadevi zraven povedal, to se ful strinjam s tem, kar si Mito rekel, da mislim, da bi bilo narobe, če bi šli v žajfnico. Mislim, da vseeno bojo to z tem, da je ona noseča, dali nekaj, zato ker pač on si je hotel otroka, zdaj ga ima tu, pač tu lahko neke stvari vpelješ. Plus pač, če greš na John Malkovich sceno, potem pač tam je tudi ta baby tako upeljan. Okay. Bi pa še glede tega, kaj oni delajo, sta pa dve zadevi, ki je treba omeniti. Eno je knjiga Philipa K. Dicka Iztirjeni čas, Time Out of Joint. Ne vem, če poznate, zelo podoben koncept je temu. Pač glavni junak živi v nekem malem mestu in je dost vse cool. In on se preživlja s tem, da dela da rešuje nek kviz, nagradno igro, kje bo se pojavil zeleni možicelj. In on vedno ugani in vedno dobi nagrado. Ne? In se mu zdi to čudno že na eni točki, na kar se potem izkaže, da cela ta zadeva se odvija v prirejenem svetu, zato ker on ima sposobnost, da ugotovi, kam bo sovražnik vrgel naslednjo bombo, in to je to, kar on išče. Ampak on v bistvu ni več zastopal svoje strani, meni, da je njegova stran imperialistična in izkoriščevalska in je hotel iti proč od tega, zato so mu zgradili cel ta svet, kjer on še naprej pomaga rešiti ta imperij pred uporniki. Ne? In se mi je zdelo zanimivo, ker imaš zdaj tudi Žižek v svoji knjigi izpostavlja tukaj povezavo, da je isto kot raziskovalci, ki pač razvijajo novo orožje na nekih univerzah, nekih teh korporativnih kampusih, delajo nove bombe in nima veze s tem, kam ta bomba pade in kaj se zgodi. Imamo tu eno to utojenost in mislim, da je tukaj dost mogoče podzavestno tale Philip K. Dick zgodba tudi vpletena. Ne? Ker zdaj vidimo, da on v bistvu proba razmontirati svojo ženo na nek način. Ne? Druga stvar pa je serija Dollhouse, kjer pa še je sporednica toliko bolj očitna zaradi Dichen Leichmann. Aljoša, kako se to izgovori, ti boš vedel? Mislim, da si prav povedal. Dichen Leichmann. Vsaj jaz tako izgovorim. Jaz si tako rečem, pa nima pripomb. No, to pa je serija, ki mislim, da sem jo že omenil. Tukaj, kjer glavni junaki so v nekem posebnem programu, tudi korporativnem, kjer jim lahko ustvarijo osebnosti, zato da so lahko rešujejo neke specialistične naloge. Ne? To je tale Dollhouse in ona je ena od teh glavnih agent, ktorý recimo, ne vem, je
od takih zadev, kjer je ugrabitev in potem zgradijo najboljšega možnega pogajalca, ki bo uspel priti do dna temu ugrabitelju, da bodo dobili nazaj žive talce, do tega, da nek milijarder najame si ustvari kako bejbo bi imel, da bo on šel žurat z njo, do en kup bolj sinister zadev. Kar je pa tam zanimivo in kjer je pa mislim, da največja usporednica z tem, pa je, da na koncu se pa izkaže, da ta tehnologija, ki pač omogoča, da ljudem shekaš možgane in jim posadiš drugo osebnost, da ta tehnologija je pač hackable in pride do neke napake, ki pač ljudje zaslišijo nek signal in se jim zmeša in zgubijo svojo osebnost. In mislim, da tukaj tudi smo na tem pranje možganov, kam to lahko privede. Ne? Mislim, da je to nekam, kamor bi lahko šli, ali so tile odrezanci še sploh ljudje, ali se lahko na eni točki zlomijo, tako da nehajo to biti. Ne? Mislim, videli smo v prvi sezoni, kaj se je dogajalo s tem Petrom, bivšim šefom oddelka. Ne? In zdaj z Marko gre dosti boljš, ne? Ampak vseeno je tu zanimivo, kam to privede. No? Ja, tukaj je pač spet ta zanimiva reč, ne, da Bena Stillerja so dobili pri tem, da je pač on, mislim, da je prvi povedal, da je zadnja epizoda, ki je naslov The After Hours, da je v resnici to posvetilo eni stari Twilight Zone epizodi, v kateri ena ženska, ki hodi po trgovini, skratka ugotovi, da je ona sama izložbena lutka, ki je oživela, in te izložbene lutke se izmenjujejo med sabo, da vsakič za en mesec ena oživi, potem pa druga. In iz tega je pač tudi izhaja ta teorija o revolving doors. Čeprav jaz tudi bolj mislim, da mogoče niti ne gre za to, da bi se ali pa mislim, da bi se, ampak da bi tudi mogoče spet to ponudil bogatašem, zato da bi skratka lahko zdaj ti naselil drugo telo in z njim počel karkoli. Vse to smo videli, to je Westworld, to je skratka Altered Carbon, ja, to so vse te ideje. Nekateri so pa izpostavili tudi to zanimivo stvar, da seveda, da je zelo veliko naključje, da je naslednja epizoda v Twilight Zoneu za The After Hours, se pa imenuje The Mighty Casey, tako kot je Miss Casey, kot je ime Jamie znotraj na oddelku pač MDR-ja, ki pa govori o igralcu bejzbola, ki je v resnici mu presedijo srce in on ugotovi vmes, da je robot in potem pač začne pridobivati človeška čustva kot robot. In je tudi tu neka skratka povezava, ampak jaz sem se hotel navezati na to, kar je prej Mito rekel. Ja, če pustimo vse te teorije v strani, tudi jaz si ne želim, jaz sicer mislim, da ta otrok bo bolj še ena dodatna motivacija, zakaj Mark in Helen ne bosta želela kar tako spustiti svoje pač notranje persone, da bo bolj zaradi tega, ker sta ona dva fotor in mama tega pač otroka. Ne? Ampak bolj mislim, da je ta... da bi jaz definitivno imel še več bolj tega, kar je bilo tudi v prvi sezoni prisotno. Jaz mislim, da je to serija, ki absolutno govori o bullshiftih, kot smo zdaj to v slovenščino prevedli, skratka o jobih, ki jih imaš, pa sam ne veš dobro, kaj delaš, samo pojaviš se na delo, štemplaš se in potem delaš pač tisto 8 ur, malo se pogovarjaš z sodelavci in potem pač karkoli pač je, dobiš neko plačo, živiš neko drugo življenje. To pa tega, kar je Mito, mislim, da super povedal, da definitivno je ta neka sodobna korporativna struktura, korporativna ideologija, ne, je definitivno deluje skoraj kot kult. Ne, operajo ti možgane s temi nekimi team buildingi, s temi neki produktivnost je pomembna, ne vem kaj, jada, za katerim je pač v resnici je veliko ničesar. Ne, dajo ti neke prke,
kot, ne vem, kaj že Waffle Day ali kaj že imajo noter in podobne, in marching band, pač pleh bando ti balončke, pride, super. Tako je, v resnici pa to, a to karkoli tebi spremeni kakovost tvojega življenja, a ti to zmanjša obremenitve, zmanjša stres, zmanjša ure, živiš boljše, ti to dvigne plačo, nič od tega ni res. Ne? To so samo stvari, da te bolj zadržijo noter, in z tega se mi zdi vidika Severance pač ful brihtna fora, ker ti pač pokaže točno to. Mislim, tudi tole, veš, a je res človek sestavljen iz 4 komponent, ki so groza, zloba, veselje in gorje. Mislim, mislim, da jih še več, kot le so se koncentrirali na 4, mislim, da jih je 9. Na enem YouTubeu sem celo videl, da se to primerja z Jezusovimi 9 vrlinami svetega duha, nekaj tajega, se ne vem. To so že take abstraktne fore, čist. Razen, če niso, pa me nekdo popravi, sorry. Mislim, jaz bi si ful bolj želel, da v bistvu se tale sci-fi nastavek ločenosti inja in outja in potem ta korporativno stremljenje k produktivnosti ali pa nekemu produktu bistveno boljše razdelalo, ker je tle ogromno čtiva pa štofa, ki se ga da dobro narediti. Mislim, da koliko je nastavljeno, je to super narejeno. Zdaj tu pa tam malo tej žajfince, Mislim, da mogoče, če gremo čist na to logiko, da Hayley potem zanosi, pa da je potem problem za to njenega autija, pa hkrati zaplet, da potem Gemma skuži, da Ini Mark S želi otroka in ga da je dobil noter. To je lahko čisto zanimivi štov za, ne vem, kakšen cliffhanger, ampak sama tema, sama teža, tega se mi pa zdi, da bistveno bolj sloni na temu, kako se ti delavci obnašajo. Ker še posebej pa zdaj, kjer se je pokazalo, da imajo ti Ini svoje lastno življenje in da se tudi so pripravljeni za njega boriti. To je zadnji šot, je dejansko pač dva osvobojena Inja, ki bežita nečemu novemu nasproti, rdeča luč je odzad, Marks, ali pa neki nevarnosti, Red Alert, Star Trek, kakorkoli. Skratka, tu se mi zdi zelo zanimiv nastavek, kako se bojo zdaj oni borili, če so zaprti. Če so zaprti v to firmo, v korporativni sistem, hkrati pa želijo imeti polna življenja. Mislim, že to je super vprašanje, dajte ga razdelati tako, kot so zdaj delali v teh 2 sezonah in mislim, že to je super. Ja. Sej, mislim, tu je, pravim, jaz sicer tudi mislim, da je veliko teh nekih skrivnosti, da ravno tukaj je, mogoče so scenaristi Severancea opazili to, kar so, mislim, da kjer smo se že to pri WandaVision recimo dosti pogovarjali, da dajejo neke stvari noter v serijo, ki so seveda kao pirhi, ampak ne vodijo nikamor in najbrž res ne bojo peljali nikamor, ker nekdo, ki je očitno ful zaposlil ChatGPT in zmetal vsa imena v Vanga in delal Rebus, je na primer ugotovil, da je Dieter Egan, se pravi brat Kira, je AI generated anagram, kaj zdaj to pomeni, jaz nimam pojma in tudi ne vem, če me na tej točki blazno zanima, ampak recimo tudi take stvari. Je pa, jaz tudi mislim, da definitivno je nekaj narobe s tem svetom, ker ga do zdaj nismo kaj veliko videli z zunanjim svetom, in če tisto ni bila simulacija, skratka tisto najvišji slab na svetu, ali kaj že tisto, kaj jim pokažejo, tam je skratka najdejo neko mumificiranega, kaj že tjulna, tisto je seveda bi lahko bilo povzročeno za to tovarno Etra, ki je več kot očitno popolnoma uničila okolje, v katerem ljudje, tudi sociološko seveda uničila, družbeno uničila, ampak najbrž tudi je se lahko zgodila kakšna ekološka katastrofa. Je pa seveda zanimivo, da Lumon, ki je najprej se skratka delal Eter, ali vsaj del njihovega izhaja iz Etra, je seveda tudi eter uporabljajo veliko, pri tem, da ti omili bolečino, medtem ko te, ne vem. Ja, ali pa spravijo nezavest. Tako, ali pa spravi nezavest in tako naprej. In iz tega izhaja in so tako, zelo mi je fajn, ker mi je všeč ta seveda parabola z Amazonom, ki so tudi začeli s knjigami in knjige prodajati. Potem pa kar naenkrat ratali supermarket na netu ali kakorkoli že. In še vedno mi je všeč, da ta stvar obstaja na Appleu in na zelo še enem pomenljivo. Mislim, firma, ki je največ naredila na tem, da je kult kovala iz svojega šefa. Oziroma je bila najuspešnejša pri tem, ker mislim, da Zuckerberga ali pa Bezosa ne moreš.
Ne, oziroma lahko greš še dlje. Tim Cook je, odkar je prevzel vajeti, bistveno povečal vrednost delnico, ampak to zgolj na ta način, pretežno na ta način, da je se dobrikal avtoritativnem režimu na Kitajskem za poceni delovno silo in tako naprej. Tu imaš lahko bistveno bolj temeljito debato. Kljub temu, da ga noben ne kliče za genija, ker to je pa prejšnji naš Kirovc. Bistveno, ful je zanimiva serija, tako razglabljati o teh konceptih vse, noter, v bistvu zelo dobro imajo nastavke nastavljene. Kaj sem še tega? Nima. Ful ima teh še weird stvari, pač meni se ful všeč tile mali drobci, ko Mark pride na zadnji dan, ko bo Cold Harbor rešil in vidi ono sliko, kjer je res tako naslikanje tako v nekem orgazmičnem trenutku, dviga roke. Jaz sem si že rekel, da tole bom dal, tole sliko se bom obesil na Facebook, tisti trenutek, ko bom pritisnil enter za konec mojega romana, ker to točno tako se bom jaz počutil. Točno, Mito, to sem te mislil vprašati, kaj pa meniš o slikah, kaj nam te slike povejo o tem, o okusu, o estetiki, o raznih teh stvarih. Mislim, ali imaš kak drug pogled v te slike, razen da so pač kar kičaste? Ja, kot prvo so slabe, kičaste so, ilustrativne so pa, mislim, da predvsem so namenjene didaktiki. Neki želijo tle učiti. Kot prvo, mislim, da tukaj zraven vsega sci-fi, v bistvu ta verski, religiozen moment, kira zelo pomemben. Zdaj ne vem, koliko na internetu debatirajo o tem, ampak tle je malo morja nastavka, ki bi lahko v bistvu imel sporedno debato s tem. O teh vrlinah, pa o ukinjanju bolečine, žrtvovanje, te slike kot neke, ki visijo po teh hladnih pisarniških oddelkih, kot neki verski objekti oziroma kot slike v cerkvi, naprimer. V bistvu, meni osebno so zelo didaktične, tako kot so pač stari renesančni izdelki, da pač učijo o veri in delu, liku in dela. Mislim, ena sporednica je križev pot, ker basically v vsaki cerkvi imaš križev pot in pol eni so ful hudo narejeni, eni pa pač ne morajo pa biti vsi, ker cerkev je čist preveč. Ja, s tem, da tukaj umanjka nekako tale logika, vse na slikah še nisem toliko zaznal o ne bi rekel odpuščanju, križev pot uči, v bistvu kao, da preko trpljenja, v bistvu kao, prideš do odpustka ali pa da si očiščen svojih grehov, tle pa nekako slike učijo o tem, da je Kir vse to dosegel, in ti zgolj, če boš kao, upošteval, to boš produktiven, ne pa da se boš rešil česarkoli, ker ti iniji ne poznajo trpljenja, ne poznajo travme, v bistvu se izogibajo to, Vse, kar te slike do zdaj, vse v prvi sezoni bistveno bolj kot v drugi, so učile, da pač izogibaj se ostalih sindikatov, se bom izrazil, ali pa oddelkov, ki lahko, ne vem, ogrozijo tvojo produktivnost ali pa tvojo enovitost, tvojo netraumatičnost, kakorkoli, da se izogibaš človeškega stika. To slike njih malo učijo, hkrati pa kao o velikem delu lika in Kira in tako naprej. Tako da slike same so slabe, mislim, da tudi to, da so Milčiku servirali ta zmazek od pobarvanke, tako sem izrazil, da je bila velika napaka, ker naprimer, jaz sem prebral tale članek, ki si ga ti delil in pač malo, meni osebno je bil tako, zelo zanimivo liberalno pisanje, ki se koncentrira na en aspekt njegove identitete, Meni je Milčik bistveno bolj zanimiv kot kao nerazdvojen delavec, ki je šele za promocijo skušal, jaz nisem nič kaj boljši kot oni moji inije, ker sem samo še en delavec, tlele en papak, ki ga bojo pohodili ob prvi prilike, pa ne zaradi njegove rase, ampak zaradi tega, ker je malo nerodno se lota enih določenih zadev. In mi je kot takšen bistveno bolj zanimiv. Je pa ta aspekt tudi pomemben, da bom ga zdaj zanemarjal in so ga izpostavili z nekega razloga, ampak to za zdaj je bilo zgolj kot drobtinicami noter. Bolj zanimiv mi je kot nek delavec, ki je šele skušal, zdaj oni me tudi jebajo v glavo. Jaz mislim, da je bilo to bolj v smislu tega psihološkega, še dodatno je Milček pač ugotovil, da so tle, ker meni je dosti bolj pomemben pač ta njegova evalvacija, ki mi je res neke slabe spomine na mojo bivšo službo pripeljala noter,
ker je ta evalvacija, ki je res neumna, ne? Očitajo mu, da nepravilno daje sponke na papir, na neprava mesta in da preveč uporablja velike besede, ne? Kar potem kulminira v tistem prizoru, ko mu reče, pač prebavi govno, ali kako so že prevedli na Apple. Slovenske podnapise, ampak digurgitate, devour, fekalum, nekaj takega. Ja, nekaj takega. Tis mi je bilo res se mi je zdelo super. Ne? Tako da se strinjam, da tukaj je marsikaj. Je pa pač ful dober prizor, neko Dylan, stoji točno pred eno sliko, ki je, mislim, da če sem pol prebral na netu, kjer ubije svoje izdajalce ali nekaj v tem smislu, kjer nekoga drži za glavo in potem Dylan točno postavi svojo glavo, da je njegova glava tam, kar seveda napoveduje, da bo na koncu se obrnil in izdal milčeka, oziroma da bo pomagal Heli R in tako. In se mi je zdelo tako, ta foreshadowing in kako pa se vseeno vidi, da zelo premišljeno delajo tole serijo. In razveselilo vas bo, da seveda potrdili so 3. sezono, kot je bilo mogoče za pričakovati, čeprav ni toliko samoumevno, je pa pač verjamejo v stvari. Jaz sem bral nek intervju z tem šefom serije, ki pač pravi, da verjame, da bo prej kot v 3 letih, ampak najbrž res ne bo, absolutno ne bo letos, to je jasno, ne? Tako da zagotovo bo drugo leto, jaz upam, no, ker prejšnje 3 leta smo seveda imeli zaradi štrajka, zaradi posledice COVID-a in tako naprej. Tako da delali bojo dalje, je pa pač jasno, da zadnjič sem bral nekje, pa zdaj poslušam ta podcast, ki me je Igor čist nanga, pač me je navlekel, kot tip hotel na eter. Skratka, vsem tem pretočnikom seveda preveč denarja mečejo za neke stvari, ki se seveda ne mogoče, da se ta denar vrne, in tudi Apple je objavil, da njihova tale Apple TV Plus pravzaprav proizvaja čisto zgubo. Tako da upajmo, da posnamejo 3., pri čemer ne vemo še vedno ne, ali je 3. zadnja ali ne. Tako da. A nisi jaz nekje zaznal, da načrtujejo 4, ali sem to zamešal z silom? Veš, da tudi jaz nisem ziher, ker sem se glih to zadnjič iskal, kje sem opazil to, ker tudi jaz sem imel v glavi, da vejo, kaj bo in da so to 4 sezone. Zdaj pa nisem ziher, ali sem to zamešal z eno drugo serijo, ker mislim, da je bilo isto za ta From, ki ga jaz gledam, da je bilo tam rečeno, da bo 4. Kakorkoli že, jaz upam, da to speljajo do konca in da skratka. No, pa koze, tukaj smo zvedeli, recimo, da kaj počnejo s kozami, čeprav ni še vedno čisto jasno ali pa čisto logično, ker je pač čista nek ritual, ampak uboga ona kozica, no. Tis mi je bilo pa res všeč, ta prizor z Lorne oziroma Gwendolyn Christie mi je pa eden mojih ljubših, moram priznati, no. Ja. Res je bilo dobro. Tudi tisti pretep na hodniku je bil zelo dober, zelo fino narejen, kako ga model, kaj že, Mr. Drummond, ga fukne uno steno noter, ga zabije tam bogi Mark, no. Še dobro, da je prišla Lorne, ki je res gromozanska ženska, tako da jaz bi se bal že brez une pištole. Meni je bilo fino to nadgraditev te čudne skrivnostnice, ki je bila nastavljena v 1. sezoni z dojenjem teh kozic, ne? Da se tukaj izkaže, da imajo neko funkcijo, ne? Torej v nekem ritualu, ki ima zopet te religiozne podtone. Po drugi strani pa mislim, da vsi ti oddelki, ki se pojavljajo na tej etaži, ne, imajo po moje svoje funkcije, ker vsi so tle ini, ne, vsi so razcepljeni, odtujeni od svojih avtijev, da na njih najbrž testirajo neko drugo logiko, kako očistiti se bolečina pa travme. Ne, ker če zamaš ti nekega mesarja, ne, ki gre skozi svoj poklic, pa vemo tudi v real life, IRL, kakorkoli, da mesari imajo posledice pa travme zaradi svojega dela, da mogoče tle testirajo nek nov produkt, kako mesarjem očitno olajšati neki. Ne? In tudi rabljem, ne na zadnje. Ja, seveda. Ali pa recimo potem špekuliram lahko, da pač tale marching band tudi na nek način zlorabljajo, ali pa jih učijo, kako ne vem, pozabiti grozno korakanje non-stop, ali pa kao, da grejo preko bolečine korakanje.
ali pa pihanja v roge, kakorkoli bomo temu rekli. Skratka, mislim, vsako delek ima tle že bolj jasno izražene funkcije. No? Mislim, da že namigujejo na to, da ni zgolj Mark tlele, da ni cela etaža samo za Marka postavljena, ampak da so tudi druge funkcije tlele posredi. Ne? Ja, definitivno. Ja, mogoče malo smo pozabili na Berta, ne, ki razkrije, ko obišče Irva, da je on šofer, kot on temu reče, bil, kar seveda pomeni, da je ljudi, da je ljudi odpeljal v kakšno šumo in jih potem tam pustil, ampak zanimiva predpostavka tukaj meni je, da je potem Bert verjetno lahko preklapljal tam, mogoče celo med svojim notrančkom in zunančkom in je pač takrat, ko je rabil za umor preklopil, zaradi tega, ker ne vidimo, da bi, ko zdaj Irva odpelje, bi jaz pričakoval, da nekdo zadaj stoji v Lumonu, v štabu Lumona in čaka, da ga bo preklopil, da pač on ubije, ampak ker tega ni naredil, se je on Irva spusti, no, mogoče so naredili, pa nismo videli, no, se tudi to bi šlo, se on ne ve, kaj točno on počne, ampak skratka, Irva je spustil in ga ni njim umoril. Tudi časovno so neke stvari, jaz sem pol bral, ampak se nisem v to toliko spuščal. Časovno so neke stvari zelo zanimive, ne? Ker tam se Bert in njegov partner prepirata, kako dolgo, kdaj se je točno zgodilo tisto in so pa neke diskrepance. Poleg tega, da zdaj je še bolj poudarjeno, ne? Da v svetu Lumona in tako, on ko kaže tisto, ko jim da, ne vem, na začetku Zeitung, kjer so pač vaši avti, pač zdaj ste celo revolucijo ste naredili, da bomo vse naredili. Tisto je pa kaj nekaj sem bral, mislim, da je z neke povojne fotografije. Se zgleda tako, ali pa neki astronauti, kot da so predstavljali, ne, takole zgleda. Skratka, neki 50, 60, tam nekje, skratka, zelo je drugačen svet, no. Itak je cel Lumon oddelek temu, mislim, da se reče mid-century corporate design oziroma neka nadgradnja Bauhausa. Jaz bom zapiskal dal 1-2 videa, ki se greta okrog dizajna, same o tipografiji, pa o logotu, pa o arhitekturi, pa o pohištvu. Če koga to zanima, mene je kar pritegnilo, moram reči, ker nekako govori o tem, kako je v bistvu scenografija pa produkcija bistveno bolj premišljena, kot pa pač na površju dela. Ja, vse so psihologije tlele, pa liki, pa zgodba, pa zaplet, pa malo žajfence, ampak je pa tudi še tale zelo pomemben element zraven fotografije, kako se to vse skupaj vklapla pa podpira zgodbo. Ne? In če si malo pozoren, pa če te to pritegne, mislim, da te bo ta 2 videa malo nadušla. Mogoče samo tukaj za podlistek tipografija, ne? Vidva, ki ste bistveno večja bralca kot jaz. Kako se v bistvu tipografija obnaša v korporativnih zapisih, pa naprimer Lumno, ko Milčik dobi potem akto o svojem popravku, ne, v kateri hladni, avtoritativni tipografiji, rečemo neka Helvetika je to zapisano, pa naprimer ona knjiga od Kira, ki je za Ditra napisana, ki jo najdejo na onem letovišču, kjer je pa sam serifen fontnik, ki je malo bolj topl, ampak je tam verski moment posredi, ne? Verska logika posredi. V bistvu, vse te zadeve so zelo dobro premišljene, pa nastavljene za takšno razglabljanje, pa da podpira zgodbo. No? Ja. Ne, sej tu so toliko vložili, ker sem bral tudi, kak je bil problem za Kobelovo avto dobiti, ne? To je Volkswagen Rabbit, pač izvedba Golfa za ameriški trg, ki so ga že zdavnaj nehali prodajati in ki so sloveli, da so se ful kvarili. Mislim, zdaj že pri nas, kjer je bilo res dosti teh Golfov, jih ne vidiš kaj dost tam, pa so morali ful dela vložiti v to, kar rabiš pol 3 avte, zato če se en pokvari in da so jih zrihtali in pač tudi vsi ostali avti, ampak je bilo točno določeno, kakšne površine morajo imeti te avti, kako morajo izgledati in mislim, to so res v ene te detajle vložili ogromno truda. Ja, seveda pa tudi, ko vidimo zdaj Lumonovo stavbo, vidimo tokrat v drugi sezoni večkrat, ne vidimo to neko neverjetno, skoraj neko modernistično obliko s tem vodnim stolpom, pa potem zadaj, kako je to ena, ne vem, maternica ali nekaj narejeno. Tam je v enem predstavitvenem spotu, mislim, da ko ga gledajo o vseh izboljšavah, ki jim bo skratka Lumen naredil, je Keanu Reeves se oglas, notar, Keanu Reeves govori tamle, pa tale ena iz SNL-a,
no, tale z zelo piskajočim glasom, ki zmer pozabim, kaj že je. Skratka, ona je tudi noter glas. Ste nove zasedbe, ta mala? Ja, ta mala, ja. Skratka, zanimivo imajo, mislim, kar nekaj tudi res vsak detajl so vložili, kar nekaj pozornosti, kar nekaj denarja mora za to iti. In tudi na netu mislim, da sem bral nekaj pač intervju z vsemi tremi glavnimi protagonisti, se pravi z Scottom, z Loverjevo in z Lajhmanovo. Imate tudi en tak zelo zanimiv pogovor, ker pač oni razmišljajo, ker tudi sami ne vejo točno, kam seveda zgodba pelje, ampak vejo približno toliko, kot vemo mi do tega trenutka in pač kaj oni pravijo in predvsem jim je bilo tudi njim zanimivo pač delati te različne osebnosti in tako. Ja, jaz definitivno mislim, da je to še vedno ena najboljših serij ta trenutek, ki so gor. Čeprav mislim, da sem mesec ali dva nazaj, mogoče celo tudi na podcastu omenil, kako sploh ni nekih dobrih serij in tako ta trenutek. Kaj pa zdaj rečeš? Ja, zdaj pa gledam sproti, skratka, zdaj, Severance je za nami, gledamo Wheel of Time, gledamo Daredevila, gledamo White Lotus in moram reči, da zaenkrat mi ni toliko, nisem več toliko zdolgočasen glede serij, ampak še vedno Severance je res jaz bom rekel, ena boljših, ena zanimivejših, ne samo zaradi teh teorij, ampak jaz res mislim, da v tej drugi sezoni so imeli tudi igravci, še marsikaj so se lahko pokazali, kako odlični so, tako da upajmo, da bojo res speljali tretjo sezono, da jo dobimo preko v 2 ali pa 3 letih in da mogoče je tretja zadnja ali pa vsaj se približamo koncu in da zvemo še marsikatero absurdno stran za strani družine Egan oziroma Okiru. Mislim se, glede na to, da zdaj merijo odzive in so videli, koliko je tale akcija bila nam vsem všeč, lahko pričakujemo proper bitke. Za finale naslednjih epizod. To bi znalo veš kaj sem jaz pomislil na koncu, da bi tale bitka na etaži bi me ful spominjala na Westworld film. A veš, ves ta dizajn, pa potem borba kavbojcev proti robotom, ne bi znalo tle biti, lahko bi bila cela jebena sezona okrog te, kako se Inni borijo proti izklopu. Ja, definitivno bojo rabili Goatmana, on je po mojem ključen v tem boju. Goatman je the best, pa baje njegov avto je ful dober v gledanju zvest. Se mi je zdel tak, wow, kjer detajl sta. Lej, to niso, mislim, človek mora po zvezdah ve, kam gre. A ste še hotela kaj reči, smo še kaj takega pozabili pri Severanceu v drugi sezoni? Pa se ne, mislim, da ne, po grobem mislim, da smo, jaz bi, se pravim, lahko bi še ful šli v detajle, ali marksizem, ali pa vera, ampak pustimo zdaj to za 1 uro je to dovolj. Jaz sem dobil odgovor na slike, tako da to. Okay. to te je najbolj zanimalo. Mislim, da dajmo še neko stvar na našem Discordu, če povabimo zopet, mislim, da ne vem, na kanalu opazovalnici malo že razglabljalo o tem, kak je tudi glasba pomembna. Tako da bomo tudi polinkali na tale video, pa na Discord še enkrat povabili. Tako da tudi glasba ima pomemben element tle notrno. Samo to, še predno zaključimo. Ja, definitivno je. To sem jaz tudi pogledal ta video in je res tudi zelo, zelo zanimiv. Ne. Tudi, da ne pozabim, tudi so jasno signalizirali, da Heli ni preklopila v notranjko, ker niso dali unga zvoka pri dvigalu, ki smo ga slišali pri vseh, kar jaz priznam, da nisem opazil. Jaz sem začel sumiti. Jaz sem začel sumiti, če so bili zunaj, ker se je malo nenavadno obnašala in bila zelo zainteresirana za Marka. Jaz sem pa s Tino že v drugem delu, smo se že počeli, pa to ni ona. To ni ona. Ja. Super, dobili smo vprašanje poslušalcev oziroma Petek v bodu, skratka, kjer nas Hand of the Queen spet sprašuje, ne vem, če je on javil o najboljših filmih, ampak smo že odgovarjali. Ja. Kaj pa serije? Skratka, 2 vprašanji imamo, katere so vaše najljubše serije in katere serije lahko gledate vedno in vedno. Mi to povej Star Trek. Ja, seveda, Star Trek samo zato, naj ga niti omenjal, zato, tako da v bistvu kaj ne rečem, Star Trek, izmed vseh še najbolj TNG po moje, pa Deep Space Nine je potem 2, potem pa se ostale pač
odvisno razpoloženju sledijo. Jaz Star Trek skoraj vsak dan pogledam, dobro, zadnje 2-3 mesece malo manj, ampak ja, drugače pa je to redno na spisku. Mislim, da da imam Netflix je bila glavni povod za to, ker imajo Star Trek. Ko Star Treka več ne bo na Netflixu, tudi Netflix mene ne bo več videl, ampak bom prešal to na Sky Showtime, ker je pač zdaj ostale se vrstijo gor. Izmed ostali bom pa omenil pač, da Office, pa zdaj v bistvu Frasera si redno gor delam, Frasera zdaj mislim, da 3. ali 4. obračam skozi, tako da bolj potem posežem na te humoristične, no? Office, Fraser, pa ja, Parks and Rec sem zdaj 2-krat, 3-krat, tako da malo sem jih že naveličan. Moram pa reči, da manjka mi pa še iz te linije klasičnih, epskih Cheers, ampak ga nikjer ne morem dobiti. V bistvu je izziv ga dobiti na pretočnikih, ne vem sicer zakaj, ampak ja, to bi pa... mislim, da ga nikoli še nisem obrnil. Pa čakaj sem to, da to so zdaj bile tvoje serije, ki gledaš vedno znova in znova in so to tvoje najljubše, ali se to dvoje ne pokriva? Ne, vse pokriva, vse sem omenil, pač Office pa Frasier so mi ljube, zato ker si jih lahko kadarkoli gor dam in redno po njih posežem, ne? Cheers sem noter vrgel samo zato, da pač kot podlistek, da mi to, da poglej si Cheers. Ja. Dobro, to je bil memo, skratka. Memo, ja, mental notes. Zvočni memo za Mitota. Igor, kaj pa ti, tvoje najljubše, pa tiste, ki jih vedno znova gledaš? Ja, vedno znova je isto pri meni tele humoristične Parks and Rec je mi to omenil, to sem parkrat pogledal, Brooklyn, v bistvu vse od tega Šura, tudi Good Place, tako dalje. Friends sem lani skozi pogledal ponovno, pa je okej, mislim. Drugače pa najljubša serija, pa ne vem, to se pa pač nekaj, kar se spreminja. Twin Peaks, vem, da mi je bil mind-blowing. Večkrat sem ga že pogledal. Battlestar Galactica se mi je zdel zelo izjemen sci-fi. Star Trek itak, ne rabim poudarjati. Drugač pa Ne, moraš poudariti, moraš. Kaj? Moraš poudariti. Drugač pa še ena serija, ki mi je bila všeč, pa nikoli ne uspem najti, pa bil The Middleman, ki je bil zelo taka humorna zadeva, ki je te razne sci-fi trope jemala na en čist drugačen način, pa pač od slovenskih moram omeniti Dvoje, ki mi je nekaj bolj smešnega sploh in upam, da Marčetič kaj podobnega še uspe narediti. In seveda predvsem Niko Zagode, ki je mojster komedije in je prav, mislim, da problem sodobne družbe je to, da ljudje lahko toliko več zaslužijo kot zobozdravniki, kot pa bi kot komiki. Tako da, ja, to. Super, ja, jaz tudi do neke mere se absolutno, jaz mislim, da prikriva, da so moje najljubše tiste, ki jih vedno znova gledam. Največkrat sem po moje pogledal Dosje X in Buffy. Mislim, da sem 3-krat obrnil oboje, mogoče Buffy celo 4-krat, če se ne motim. Tako da Buffy je absolutno moja najljubša, nekaj, kar lahko vedno znova gledam. Zdaj le čisto resno razmišljam o tem, da bom, ker sem obrnil Star Trek, da bom najbrž Star Trek začel znova gledati od originalne serije, tako kot sem zdaj šel te serije gor. Seinfeld je verjetno tudi serija, ki sem jo dostakrat pogledal od humorističnih, pa Monty Python. Jaz moram reči, da take toliko cajta, mislim, da so ti tudi na Netflixu, če se ne zdaj še, na enem. Ja. Monty Pythonovce sem po moje tudi pogledal ene parkrat skozi, drugač pa od teh definitivno je ogromno še super serij, ki pa bi jih mogel še enkrat. Jaz mislim, da bi mogel še enkrat The Wire pogledati, ki mi je bil takrat noro všeč. Sopranove bi najbrž lahko dal tudi še enkrat skozi in še kakšne take večje zadeve, pa od humorističnih zdajle vsake toliko cajta pogledam bolj klipe, ampak moram tudi še enkrat IT Crowd, meni je bila IT Crowd izredno všeč, pa bi bilo tudi treba še enkrat pogledati. Ampak problem je res, ker je toliko teh serij, ki jih še nisem gledal, pa ki bi jih tudi rad še pogledal. Jaz bi zdaj tukaj tam namreč med Star Trek in Babylonom, a bi začel Babylon 5 gledati, Battlestar Galactica, take stvari še, ki so mi tudi še ostale, pa nisem nikoli teh stvari gledal, pa bi bilo mogoče, kaj pa vem, zanimivo pogledati. Tudi zadnjič sem ugotavljal, ker je mislim, da Sky Showtime dodal neki Stargate-a,
Sam mislim, da ne izvirne serije, ampak neke te spin-offe in filme. Ja, Atlantis pa še nekaj. Ja, in čakam, da dajo mogoče še izvirni gor, pa bi mogoče to še enkrat pogledal, tako da ne vem. Skratka, ja, je še ogromno tega. Pa zdaj od teh novejših se gotovo še marsičesa nisem spomnil. Tudi Severance sem zelo tuhtal, zdaj le pred drugo sezono ali prvo sezono še enkrat, pa sem pol nek recap, ampak tudi to je nekaj, kar bom po moje kdaj še gotovo v live pogledal. Ok, rubrika, kaj smo gledali, brali, špilali, poslušali in začne Igor, ki bo začel s svojim najlepšim filmom letošnjega leta, najboljšim filmom, kar ga je videl. Ja, jaz sem pa ravno prejšnji vikend imel objavljeni 2 recenziji v 2 različnih sajtih oziroma medijih in sem redko pride do tega dal 1 in 5. Torej, najprej 1, to je Sneguljčica in live action adaptacija, ki je slaba, ful. Rachel Zegler v redu poje, ampak tega niti ne izkoristi se v redu. Palčki so nek CGI zmazek, grdo je vse skupaj, vizualna podoba je. Gal Gadot dajo za 5, kar ne bi smeli, mislim, ni potrebe. Ženska je lepa, ne rabi tudi znati 5. Očitno niso gledali onega COVID, Imagine All the People komada, ali kaj tega peli. Ampak dober zapis za te razne zmenkarske, kaj iščeš pri ženski. Lahko je lepa, ne rabi znati 5. Ja, lahko tako obrnemo, ampak ne, mislim, ful je problemov s tem filmom in tako nekako na pol probavajo rešiti ene te inherentno napačne stvari kot pač nekrofilski poljub, ampak nobene zadeve se ne lotijo na polno in probajo imeti hkrati vse in na koncu je rezultat nič negledljiv in res en najslabših Disneyjevih filmov, kar sem jih videl. Po drugi strani pa sem gledal take male stvari, ki igra Cillian Murphy in je pravzaprav božičen film in je o enih res občasno groznih stvareh, ampak je zelo pozitiven in ga zelo, zelo priporočam. Tako da to. Potem gledam Adolescence, nisem še do konca pogledal, na Netflixu serija, zelo odmevna zadeva, ful dobro posneto, torej 4 epizode so, vsaka je posneta v real time, v enem kadru. Začne se s tem, da pač policija zjutraj ob 6 pa par minut naredi racijo, aretirajo enega mulota prav at gunpoint na polno in njegova familija ne ve, kaj se dogaja in izkaže se, da pač aretirali so ga zaradi umora in on je umoril eno sošolko in zdaj pač bomo ugotavljali, zakaj. In res, wow, dobro posneto, full intense, bravo, no. In potem berem Liu Cixina, dobo Supernove, ki jo bomo itak delali, in na Nedi Okorafor Binti, kar je pa sci-fi najstniška zadeva, ki je zelo lušna in je tak slow world building in je tak zelo fantastičen in je zelo cool in potem kar naenkrat pomorijo vse in zdaj ugotavljamo, zakaj naša junakinja ni bila med njimi, ampak tako, kar so ti preobrati vmes, hardcore, Nedi zelo dobro piše. In poslušam Plavščo, na katero sem že, mislim, da navlekel vaju 2, Clipping Dead Channel Sky, to je pa njihova cyberpunk plata. Tak da. Mito, si ti uspel kaj pogledati, razen tega, da sproti gledaš vse stvari? Sproti gledam vse stvari. Bom pa posebej izpostavil Wheel of Time, ki se je vmes zgodil, ker pač najprej so dali 3 dele, pa tale teden, v katerem snemamo, v bistvu še 4. in danes 5., če se ne motim. In sproti tudi berem 4. knjigo, na kateri je osnovana tale zadnja sezona, tako da v bistvu malo rajcam svoje adaptivne brbončice tukaj, da primerjam, kaj so izpustili, kako so priredili in tako naprej. Vse priporočam, da v bistvu, vsem priporočam, da se vklopite v to, ker je meni osebno, mislim, da si Ljuša ti tu dobro povedal, po Game of Thrones
to zelo samosvoja in dejansko prav epska fantazija, ekranizacija tega. No? Tako da je v bistvu zelo originalna zadeva, dobro narejena, pa full fine, no? Tako da priporočam. Ja, če govorimo o tem, kako so naslednje sezone dvignile letvice, jaz mislim, da je Wheel of Time absolutno je tam. Da, in ga bomo prav gotovo delali. No? Tako da tudi pripravite se na to, gledajte sproti, ker bomo to vsekakor delali. Jaz sem pogledal, jaz bom danes poročal o še enih grozljivkah, ki sem jih pogledal, pa o dokumentarcih Star Treka, kdaj naslednjič. Pogledal sem namreč Companion in Smrtonosno močvaro, ali kako je to v slovenščini, The Bayu, ki jo imate, ki ste jo imeli v kinu, zdaj ne vem, po moje Companiona ni več, Smrtonosna močvara, morda še celo je v kakšnem Cineplexu. Meni Companion ni bil tako zelo slab, kot je bil Igorju, ker sem bral njegovo recenzijo. Je pa bil pač, ni pa nič posebnega. Meni se je bila pač všeč ta ideja, da pač moški kontrolirajo ženske, kar vemo, da radi počnejo, da si pač možak za svojo androidno punco izbere, da ima malo manj inteligence. Tudi to se mi je zdelo zelo pomenljivo, ampak vse ostalo, ta grozljivkasti elementi so pa precej predvidljivi, tečni in nezanimivi. Meni je bilo edino všeč še takrat, ko beži pred policajem, tako da preklopi na nemščino. Čeprav Thatcher kakorkoli je super, je čisto v redu igralka, jaz mislim, da tukaj nemščino bi še pa lahko malo iz AI-em zbrusli, ampak pustimo malenkosti. The Bayu je pa sicer film mislim, da istih ljudi, ki so delali tiste Morske pse na zadnje, The Shallows ali nekaj takega, ali unih, ki pležete, ne vem točno katero. Morski psi pležejo? Ne. Ali pa da oni dve, ki pležete na stol. Eno od tega so delali ti ljudje, ampak ta film je pa res zguba časa in samo pokaže, da očitno trenutno zja neka luknja in da slovenski kinematografi niso, ali pa vsaj Cineplex ni vedel, kaj točno dati na spored, pa so dali to, ker to si res ne zasluži. Kina, tile aligatorji so boring, to je v resnici Cocaine Bear, ampak z aligatorji, ker pač tam neki pade vodo in se aligatorjem zmeša, ampak ni neke groze. Mislim, mogoče en dober prizor, to je to. Pogledal sem The Hard Eyes, ki ga nažalost ni bilo k nam, ki pa mi je bil čisto ok klalnik, skratka nekdo pobija pare za Valentinovo. Konča se preveč krik-like in preveč nepredvidljivo v tem, ker nima nobenega smisla. Tako da ni neki, ne vem kaj, ampak par zelo dobrih citatov, vidi se malo te ironije. Meni je bilo zelo všeč, ker glavna junakinja na neki točki se zadere morilcu, ki mu sledi, pa pojdi ubiti koga drugega. Pa pogledal sem Presence od Soderbergha, ki pa mi je zdel zelo zanimiv z tega vidika, da je kao POV od duha, oziroma te prisotnosti v tej hiši. In potem na koncu je nek preobrat, ki ga slutiš na milje, zato ker pač ni dost likov, nič se kaj dost ne dogaja, da ga ne pogrunto. Ampak jaz imam rad take eksperimente in tudi to se mi je zdelo, da je vredno, da je nekdo naredil en tak malo bolj drugačen film, bi pa lahko res boljši, lahko bi igrali, scenarij bi lahko bil boljši in tako naprej. Pri serijah bom pa samo povabil folku, da absolutno, jaz sem dolg tuhtal, ker sem hotel zdaj malo tudi serije grozljivke začeti gledati, ker to sem malo nekako preskakal. In tale Evil, ki jo zdaj gledam, je imela zelo dobre recenzije. Vsi so sicer govorili nekako, da od druge sezone gre še boljše, ampak meni je prva sezona bila res en tak flashback nazaj na tiste serije, ki smo jih včasih gledali po televiziji, na Dosje X, ker imata tudi glavna junakinja in glavni junak, ki trenira za župnika, imata ta nek seksapil med sabo in tako, ko je kolegica reče, a boš flibegala. In pa ta epizodičnost, da izdela v del je nek nov primer, hkrati pa neka nit, ki pelje čez vse, oziroma čez vse, očitno čez vse sezone, prav, ker vidim, da ta igralca še pojavlja, ker nek demon vpliva. Druga sezona pa super, ene stvari so tako zelo, glede na to, da je to serija, ki pač podmeno jemlje, da je krščanstvo resnično, da skratka ima neke prave učinke, da ti lahko kot župnik skratka eksorcizem narediš in to. Ima veliko povedati vseeno tudi o splavu, tudi o drugih religijah. Zdaj je bil pa en super del, kjer hčerka ugotovi,
misli, da je njen oče zombi, potem pa se izkaže, da samo dela v enem skladišču, kjer mu pač ne pustijo ne lulat, ne nič in je pride domov totalka zmatran in pač tam sedi in buli v steno, ker je pač toliko uničen od korporativnega dela. To se mi je zdelo tako. Make sense, ja. Ja, kudos. Žal je na Sky Showtimeu samo prva sezona iz nekega razloga, ker ta je bila, serija bila prej na Netflixu, kjer so pa jo umaknili. Ne vem pa zaenkrat, kdaj pride druga, tretja in mislim, da so 4 sezone in da se je zaključilo. Ampak jaz skratka spremljam že dalje, tako da dajte gledati, ker se mi zdi res. Če imate radi vse malo grozljivkaste stvari, ker je tudi nekaj dokaj groznih, ampak tako bolj na ravni televizije, ni to zdaj neka sjajna produkcija, vseeno pa res dober scenarij, razen ko scenarij zahteva neki, pa se po liki ne pogovarjajo med sabo. Ja. Ampak se mi zdi ti odnosi med liki pa zelo fino speljajo, tako da je taka proceduralka, ki jo je fino gledati. Okay. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, poslušali ste 211. epizodo podcasta, ki sliši na ime Obot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Igor, osvajalec Grenlandije Harp, Mito, sindikalist Gegič in Aljoša, teoretik zarote Harlamov. Tole epizodo smo znova posneli preko spleta, zahvaliti se moramo torej našim telekomunikacijskim ponudnikom in neizbirčnim kameram. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam dajte tam tudi kakšno ceno, priporočite ga v poslušanje teh brojev, ko pride na vaše delovno mesto z motorno žago in če kdaj izumijo tehnologijo za razcepitev, ne bodite svinja in privoščite vašemu notrančku podcast Obot. In če doslej še niste ugotovili, kaj pri podcastu pravzaprav počnemo, jaz sem Mitotov notranček in tale podcast je stranski vhod v Igorjevo zavest. Oh, man. Oh, wow. Fuck. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, zaenkrat tudi še na Twitterju, Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu, pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in ekranih, o naših epizodah in naši zavesti. To je bila že 211. epizoda. Hvala, ker ste nam naklonili svojo pozornost. Če si moj notranček, kdaj se je to pol poznalo na moji denarnici, pizda? Če si samo gotovo, da mi nič ne plačajo za to, kaj nazaj? Cursing and swearing and threatening the other side as he waved flags and symbols saying